Prav lepo pozdravljeni v oddaji Vroča tema. Ja, tokrat bomo govorili o eni zanimivi, žal še neozdravljivi bolezni, multipni sklerozi. Z nami je Nataša Simončič. Nataša, živjo. Pozdravljeni. Midva se že precej let poznava, se v zasebnem življenju tikava. Nekako sva se dogovorila, da je prav, da ostaneva na tej ravni, da se tudi v tej oddaji tikava. Se strinjaš, ne? Tako. Nataša, bova govorila o tej bolezni, ampak vse se enkrat začne. Zdaj, si ti kdaj razmišljala, kaj pa mogoče pripelje do tega? Ko sva se pogovarjala, si mi omenila, da mora biti tudi zelo stresno okolje poklica, ki ga opravljaš. Ali pa si ga opravljala takrat? Ja, če zdaj bolj ugotavljam v to smer, da je ravno stres bil tisti, ko je pripeljal do te bolezni. Vsa moja delovna doba, ki je bila v trgovinski branži, je bila kar precej stresna od samega začetka do same bolezni, no. Nisi delala na blagajni, ampak Ne, ti si ne. imela bolj opravka z plačami, financami. v začetku plače, finančna služba, potem sem šla pa v trgovino, administracija, tukaj so pa inventure, zaloge in to je težko breme, no. Verjetno tudi, kakšno je samo delovno okolje, kakšen je kontakt s tistimi, s katerimi delaš tudi, Točno ne? to, Recimo s predpostavljenimi na nek način. Bili so kar hudi pritiski, psihični. Zdaj, če si takšen človek, da se zelo obremenjuješ, sekiraš, je to še toliko slabše. Sem pa takšen tip človeka, da sem želela imeti res vse ponarejeno tako, kakor je treba. In če je včasih res kje, ne bom rekla spodletelo, sem se zelo obremenjevala, no. Tudi za takšne stvari, ko recimo Nisi naj bila ne bi kriva. bila jaz kriva, sem vse na sebe prevzela, ne, kaj pa, če sem res jaz tule naredila kaj narobe, da je pripeljalo do takšne stvari, ne. Zanimivo je, ne? Nekateri znajo službo pustiti v službi. Ko se zaključi tisti 8-urni delovnik ali pa tudi mogoče daj podaljšan, greš domov, misliš na vse kaj drugega kot na službo, potem so pa, ali pa ste druga vrsta ljudi, ki pa točno službo nosijo domov. Ja, To je tisto. Jaz tega nisem znala, da bi pustila službo v službi. Nosila sem jo domov. Spomnim se največkrat recimo vikendi. Nedelja je bila tista, ki je rekel mož, gremo, ne vem, na en izlet, gremo sem, gremo tja. Jaz sem bila že v tistem krču v pričakovanju, ne, jutri je pa služba. In sem se že celo nedeljo obremenjevala s tem, S da ponedeljkom. pride ponedeljek, ne. Recimo tudi noči so bile neprespane. Tistega spanca trdnega nisem poznala leta in leta, ne, no. Zaradi službe, zaradi odnosov in vsega skupaj. Kako so pa to v družini sprejemali? Takrat sta že imela z možem, ne? Hčerko in sina. Ja. Sigurno, da pač mož me je velikokrat spodbujal k temu, naj se ne obremenjujem, da za določene stvari nisem jaz odgovorna, da je, ne vem, poslovodje odgovoren. Sploh recimo inventure. Jaz sem se obremenjevala, če ni bil rezultat takšen, kot bi mogel, kot da je krivda moja, ne. Sem že pač mogoče kakšno napako v administraciji naredila. Čeprav tukaj v ozadju so bili računalniški programi. Spreminjali so se in se je v ozadju marsikaj dogajalo.
Dogajalo se je pa tudi to, ne? Ti si bila na plačah, ne? In ti si to, nekako je to strogo varovana zadeva, da se o plačah tudi predpostavljenih, tudi direktorjev ne govori in vseeno včasih pride kakšna številka ven in avtomatsko si ti tista prva, ki si kriva. Ja. Ti pa veš, da nisi. Tudi to sem doživela, ja. In ti tam na mizi stoji Tako delovna knjižica, še enkrat pa bo šla. Tako je, ja. Tudi to se mi je zgodilo. Ja, klicana sem bila k direktorju, pač, da je prišla v javnost informacija o njegovi plači. Na njegovi mizi je bila moja delovna knjižica. Samo s prstom je pokazal, češ, danes naj ti bo oproščeno, če se to ponovno zgodi, dobiš delovno knjižico. Od kje so prišle informacije? Bom rekla, ne vem, mogoče pa vem. Ne pa od tebe, ne? Od mene sigurno ne. Ampak to pa neseš potem domov. Ja. In te stvari se nabirajo. To se nabira, recimo, to je zadeva stara 20 let, mogoče še več. 20 let nazaj, ne? Ampak ti ostane zavedno, ne, v tebi. Kdaj se je pa potem začelo pri tebi, kar se zdravja tiče, premikati, da si pa vedela, da pa nekaj ni v redu. Saj imamo včasih vročino, imamo včasih glavobol, nas ušipne v hrbtu, predelu hrbta, vemo. Kako se pa pri tebi začelo, da si nekako zaslutila, da pa to pa ni tisto nekaj običajnega? To je bilo pred 15 leti, se pravi 2011. Ravno doma sem razmišljala, kdaj se mi je točno začela pojavljati ena sprememba in sem se spomnila, da smo šli na smučanje januarja tistega leta in da sem imela že prej težave s hojo, s križem, dobila sem zdravila, kar dosti močna, in je tisto, šla sem pač na smučanje, tisto je potem izzvenelo, sem se tudi smučala, ker se pravim, so zdravila mi takrat pomagala, ampak po 14 dneh so se mi začele pa res tiste težave z mravljinci na konic prstov na nogah. Tako? Kar iznenada, ja. Jaz mislim, pa začnejo mravljinčenje, sem mislila, se to bo pa izvenelo, izginilo, ne, ampak ne, to je kar trajalo dan, dva in potem v 3 dneh mi je te mravljinci so nad pas so mi prišli, od nog do prs, bom rekla. Šla sem pač k zdravniku osebnemu, on me je pregledal, je rekel, dajva tole pustiti še 3 dni, kaj se bo razvilo. No in po 3 dneh grem nazaj k njemu na pregled. Stanje ni bilo boljše, bilo je še slabše, sem težko hodila. V službi sem opazila, da pač ne morem svinčnika normalno držati, da mi pisanje ne gre tako, kot je treba. Nisi bila v bolniški? Ne, to sem še delala. No in moj zdravnik je takrat posumil, na kaj gre, pač za neko nevrološko spremembo in me je poslal na urgenco v Ljubljano na nevrološko kliniko. Seveda, tam so me pregledali nevrologi. Si bila, ne vem, sam en dan? Ja, to sem šla v petek na pregled, naredili so mi tudi magnetno resonanco in sem šla še isti dan domov z izvidom, v ponedeljek pa k svojemu zdravniku in on sediva za mizo, prebere in je pač zdravnik ne ovinkari, je direkten, za kar sem mu še danes hvaležna. In mi reče, ali imaš multiplo sklerozo ali pa bolezen norih krav. Norih krav. Ja, jaz sploh nisem slišala za takšno diagnozo, bolezen norih krav, ampak bil je velik šok.
A za multiplo si pa slišala prej? Za multiplo sem slišala. Se mi je pa tudi zgodilo v preteklosti pred diagnozo, ko sem prišla v kakšno zdravstveno ustanovo in so bili na steni te plakati o različnih boleznih, ki so nas osveščali, in med njimi tudi multipla skleroza. In jaz sem se vedno ustavila pred tistim plakatom, prebrala in si sama sebi rekla, upam, da me tole ne bo nikoli doletelo. Ampak me je, ne. Ampak, to so bile še besede tvojega osebnega zdravnika, glede na tiste prve izvide, kar pa še ni bilo potrjeno. Da je bilo to potrjeno? Potem sem pa, to je bilo meseca februarja, potem sem pa konec meseca marca bila sprejeta na nevrološko kliniko. Tam so pa potem ponovno naredili magnetno resonanco. Imela sem punkcijo kostnega mozga. Iz hrbtenice. Kako to je? Iz ledvenega predela. Bom rekla, sama punkcija mi ravno ni bilo tako hudo, kot potem posledica tega glavoboli. Kako ležiš na trebuhu? Tako je. Ko ti vzamejo kostni mozek, ležiš na trebuhu. Bom rekla, kolegica, ki je z mano v sobi ležala, je pač videla, kako so speljali to punkcijo, mi je potem ona povedala, ne, to je bela tekočina, ne vem, 2 provedki so vzeli. Ja, in ležati moraš recimo en dan na trebuhu, ne vstajaš, pa veliko tekočine. No, in ta kolegica, vem, da mi je takrat cel dan hodila k meni, da sem jaz kar ležala in mi je po slamci dajala tekočino. Ampak kljub temu, da sem se jaz držala tistega strogega, da moraš ležati, sem imela take hude glavobole, tako da sem 14 dni, ko sem bila v bolnici, ves čas bila na infuzijah, tudi teh protibolečinskih. 14 dni v bolnici na teh preiskavah. Tako je, ja. Glavoboli, povejo, zakaj je glavoboli? Zaradi tega, ker ti vzamejo del hrbtenjače? Ja, in potem pride do tega neuravnovesja, pritisk v možganih. Ker sem pa slišala določeni, ko so imeli to punkcijo, so še isti dan odšli domov. Aha. In recimo, meni je bilo fascinantno, kako so oni prenesli samo vožnjo in potem normalno nadaljevali vsak dan, ne. No, pri meni je bilo pa zelo hudo, bom rekla, te glavoboli, no. So povedali tudi zakaj? Zato, ker je ozadji, so vedeli že, da je ta bolezen? Ne, nima to... Ne, nič s tem. Nič s tem, ne. No, potem sem pa še imela preiskavo... To še ni bilo končno? Ne, še za tele evocirani vidni potenciali, ker za multiplo je tudi zelo značilno dvojni vid ali pa celo izguba vida, in s to preiskavo ti pač pregledajo ta vidno živčevje, kako deluje, ne. Pa je tista izguba vida, kolikor vem, ni trajna, ne? Ampak se zgodi. Ja, no, tudi meni se je to enkrat zgodilo pred 3 leti, ko je prišlo do zagona multiple. Sem imela dvojni vid na enem očesu. No, in kakšne 2 meseca je trajalo, potem je pa izvenelo. Takrat pa nisi imela, ne? Ne, nisem dvojnega vida, nisem imela. Jaz sem imela pač te mravljince. Pa so se že takrat v tem času, ko si bila na teh preiskavah, že prenehali? Že takrat prvič, ko sem šla, sem dobila tudi infuzijo medrola in potem so te mravljinci popustili, ker so bili pa tudi zelo, zelo boleči. Recimo pri tuširanju, ta curek vode. Na kožo? To je tako bolelo, da se ne da povedati. In po noči, recimo, ko sem šla spat, se spomnim, da sem si oblekla smučarsko perilo, da je kožo tiščala skupaj, no. In se mi zdelo, da mi je tisto malo oblažilo, da sem spala v tistem smučarskem perilu, no. Zanimivo. Ja, no, se pravi, ko sem prvič dobila potem tisto infuzijo medrola, so te mravljinci počasi izveneli. Tako da, ko sem šla v bolnišnico,
v bistvu ni bilo nobenih takšnih težav prisotnih več. Je pa medrol, ne, veliko o medrolu slišimo, to eno, recimo, najbolj strupenih zdravil, ampak pogosto se s kom pogovarjam, medrol me je rešil, ne? Ja. Na nek način tudi čudežno zdravilo za določene stvari. Tako je, ja. No, jaz nekaj kratko sem imela zagon, se pravi poslabšanje bolezni, sem dobila 3 infuzije medrola. Ti pomaga, ampak imaš pa tudi reakcijo, ne. Stranske učinke, ne. Recimo en teden, vem, sem ležala po tistih infuzijah, ker enostavno nisem bila sposobna stati na nogih, no. Včasih sem rekla, da sem v takšnem stanju, da mi ni zaživeti, no. Ja. Nataša, tiste 14 dni, ki si jih preživela na teh pregledih, kdaj je prišlo potem do tiste pisne diagnoze, kaj je s tabo? Koliko časa? No, v bolnišnici, vem, je do mene stopila ena sestra starejša in me želela malo potolažiti, ko še izvidov pač vseh ni bilo, da tudi, če mi bodo postavili diagnozo, da sem prestara, da bi imela tisto hudo obliko. Ker mlajši, ko si, težja je ta oblika multiple skleroze. No in potem res dobim izvide in prvo sem dobila diagnozo klinično izolirani sindrom multiple skleroze. Tudi zdravila nisem dobila nobenih za multiplo. Klinično izolirani sindrom je pač, sumijo na multiplo, imaš nekatere te simptome, ampak niso še dovolj trdni, da ti postavijo to diagnozo. No in s časoma, ko sem hodila na pregledih nevrologinji, dobivala sem tudi te zagone bolezni. Večkrat opravila pač tudi magnetno resonanco in na podlagi tistega se je pa potem videlo, da je prišlo tudi do določenega poslabšanja in takrat mi je pa potem nevrologinja postavila, zdaj pa gre res za multiplo sklerozo. Kaj je bilo to, leto dni? No, recimo, ja, tam leto pa pol do 2 let, no. Je bilo potem črno na belem, ne? Da je to multipla, no. In verjetno v tistem času seveda je splet že obstajal, si ti kaj potem brskala, raziskovala, se zanimala, kaj to je. Verjetno si takrat vedela, ne, če je ta diagnoza, da je to zaenkrat žal še vedno neozdravljiva bolezen. Sem čisto v začetni fazi, ko me je moj splošni zdravnik poslal na urgenco, takrat sem začela nekaj brskati po spletu, in me je tudi vprašal, če sem gledala, ne, pa mu potrdim, da prav pusti ta splet pri miru in res, bom rekla, redko kdaj, da sem res kaj pogledala, bolj sem kar zaupala zdravnikom. Prepustila si se tako je. Zdravnikom. Kako je bilo službo v tem času? Do tiste res ta prave diagnoze, ne? Ko si rekla 2 leti. Ja, že v bistvu takoj, ko sem šla nazaj v službo, sem pričela z delom na 4 ure. No in potem tega istega leta, septembra, se mi zdi, ali oktobra, sem pač dobila tudi odločbo do nadaljnjega dela s skrajšanim delovnim časom na 4 ure. Je šlo? Marsikdaj zelo težko. Zakaj ne gre? Recimo, leto nazaj si bila še sposobna biti 8 ur? Pri meni največja težava bila potem utrujenost, ki ti pride iznenada, recimo lahko v tem trenutku, ko se midva pogovarjava, mi pride tako hudo, da se bi najraj šel uležt, ne, ker enostavno ne moreš več biti pokonci.
Zdaj v službi pa ti moraš biti zbran, za računalnikom. Verjetno so odnosi niso izboljšali. Ne, potem pozabijo, Da si boln. da si boln, imaš določene omejitve. Pa verjetno, ko te takole človek pogleda, ne, rečejo, pa se je nič ni, ne? Tudi to slišiš? Ja, tudi to velikrat slišim. Je to lepo slišati, ne? Ja, po eni strani ja. Je, ne? Ja, da še lepo izgledaš, ne? Po drugi strani pa Kot se delaš, ne? ja, so težave takšne, ko jih ne privoščiš res nikomur, no. Omenila si že večkrat te zagone, ne? Ti si lahko 3 mesece, kolikor toliko dobra, potem pa kar iznenada to pride. Lahko tudi leto, 2 recimo. Ja, potem pa pride do zagona, poslabšanja. In koliko časa ta zagon, to je nekakšno valovanje? Ja, lahko traja par dni, lahko traja par mesecev. No, meni se to, da bi trajalo par mesecev, ni zgodilo. Je pa recimo tak dvojni vid, ko sem imela, je trajal 2 meseca, no. Ampak to je, takrat je izvenelo brez medrola. Pa takrat, ko se to zgodi, recimo ta dvojni vid, ne vem, jaz sebe pomislim. Jaz bi prvo, kar bi pomislil, bi dejal, menda ne bom zdaj celo življenje živel s tem. Tudi jaz sem to pomislila. Čeprav verjetno veš. Ja, ampak sem bolj usmerjena v tisto smer, ko vse bolj črno gledam. Nisem, saj pred leti, no, sem bila zelo, zelo negativna. Si kar mislila, da bo kaj trajno ostalo. Ja. In sem si zamislila, zdaj bom pa celo življenje jaz imela dvojno sliko pred seboj, ne. Ampak kako pa je ta dvojna slika? Mislim, če to malce opišeš. V bistvu jaz sem imela na... Mene vidiš dvojno. Ampak jaz sem imela na eno oko sem imela samo dvojni vid, ne na oba. Ampak gledamo pa s obema, ne? Ja, ampak vse se mi je tako dvojno, no, ne bom rekla zdaj čist 2 osebi, ampak kar še ena senca mogoče zraven, še ene osebe, no. Če spremljaš televizijo, napise. Ja, ti gre kar mogoče kar v eno črto, v tist napis, ne. Marsikaj se spremeni. Ja, zelo, no. In tista miselnost, menda ne bo to ostalo. Ja. In potem to izzveni. Ja. In si rečeš, no ja, ampak lahko se spet pojavi, ne? Ja. To pa veš potem, ko se določeni simptomi pojavljajo. Zdaj, ko so se pogovarjala, pripravljala na oddajo, si mi dejala, da pri nekaterih je tako, ko enkrat izbruhne, pa potem ponikne, je vedno vsakič slabše. Ja, ker je več oblik te multiple skleroze. Jaz včasih rečem, hvala Bogu, da imam to obliko, recesivno-remitentno. Imaš zagon, poslabšanje se pravi, in potem gre ta stanje nazaj naprej, tisto obstoječe, ki je bilo pred zagonom. So pa še druge oblike, ko enostavno že od samega začetka se multipla samo slabša, brez kakršnih koli zagonov. Samo slabša, ne, in največkrat ta oblika pripelje do invalidskega vozička. No, potem je pa še ena oblika, so pa zagoni, in potem po tem končanem zagonu ti dobiš recimo zdravila in ti stanje ostane na tem poslabšanem stanju. In potem več je teh zagonov, slabše je zdravstveno stanje. Ja, tako je. Zdaj, ko prvič dobiš, mislim, da si prej omenila 16 zdravil, ne, oziroma 16, ne zdaj različnih, ampak tako, tablet. Ko jih prvič dobiš, recimo kar en lep krožnik, ne, nekateri zdravila pa ne bom, ti pa veš, da jih moraš, ne? Ja. Je kaj tega zadržka? Ne, nikoli nisem imela zadržka pred zdravili. Torej tisto popolno zaupanje?
Tako, ja. Pa poslušanje tudi, ne? Ker včasih ti pa kakšno ne prime oziroma ti preveč škode naredi. Se da potem to zamenjati? Ja, je bilo vmes večkrat takšnih situacij, da so se zdravila menjala, ja. Tudi kdaj jih na trgu ni, ti si pa na nje navajena. Kaj pa je to potem? Domestna, druga? Jaz sicer nisem imela te izkušnje, sem pa bila na preizkušnji, ko mi recimo niso določena zdravila odgovarjala in so mi potem dali podobna, no, zamenjali in smo ugotovili potem, da smo na pravi poti, no. Ker tle so, ne bom rekla, samo zdravila za multiplo, ampak še ostala zdravila, ker imam še določene druge težave. A je to povezano z multiplo? Ne veš? Ne vem. Druge stvari. So druge stvari, ko niso povezane, no, z multiplo. Kako pomembno pa je to zaupanje pacient, osebni zdravnik, ki je prvi, pa potem ostali specialisti? Jaz bom rekla, hvala Bogu, da imam takšnega zdravnika, kot ga imam osebnega, ker me res pozna že čisto v dno duše in se lahko z njim pogovorim o kakršnikoli težavi. In tudi v katerikoli uri, ne? Tako je, ja. Medtem ko naprej pri specialistih pa saj v nevrologiji ni, no. Tako kot bi si mogoče želela. Kot bi si želela, ja. Da bi pa kar menjal, bi pa spet težko? Vedno so neki pomisleki, a boš kaj zbral mogoče boljšega, ali se boš mogoče temu nevrologu zdaj zameril, pa bo prišlo do kakšnih nesoglasij, tako da včasih res ne veš, no, kaj narediti, ja. Nataša, kako so pa tvoji sprejeli oba otroka, pa potem mož, tudi mama, tašča? Otroka sta bila še osnovnošolca. Bom rekla, zelo dojemljiva oba. Za moža lahko rečem, navzven je trden, ampak je bilo tudi hudo, no. Tipičen moški? Ja. Na zunaj smo trdni? Ja, na znotraj pa krhki pa ranljivi, no. To sama opazila, ne? Ja. Ti pa daje spodbudo, ne? Ja, sigurno. Me bolj tako, no, ne da bi me ravno pomiljeval, se tega tudi nočem, ampak nasprotno, no, vedno me je spodbujal, da moram hoditi, da se moram ukvarjati z, ne vem, športom, smučali smo radi. Še? Ne, nič več ne morem, no, ker me res noge ne ubogajo, ja. Ampak na začetku sem se pa še trudila, no. Pa da se odčlaniš v kakšno društvo, ne? Tako je, ja. Je to pomembno? Zdaj, midva sva skupaj pri onkoloških bolnikih, ne? Čeprav nisva v društvu, ampak nisva onkološka bolnika, na srečo še, ne? Ja. Ali pa upam, da nikoli, ne? Ampak sva. Ti si pa tudi pri društvu Kamniško-Zasavske regije multipne skleroze. Ja. Zdaj vodiš zasavski del, ne? Tako je. V letošnjem letu sem prevzela poverjeništvo za Zasavje, se pravi Trbovlje, Zagorje, Hrastnik. Kako pomembno je to, da se ti srečaš, pa pogovoriš, izmenjaš izkušnje tudi z ljudmi, ki imajo podobno diagnozo? Ja. Zelo pomembno je, no. Stik z nekom, ki ima tudi multiplo, ker največkrat več informacij zveš v samem društvu, od ostalih bolnikov tudi, kot pa recimo v ambulanti pri nevrologu.
Seveda, on te pregleda na podlagi izvidov, in to je to. Kar se tiče pa ostalih stvari, so pa res tvoji sotrpini tisti, no, od katerih lahko največ informacij dobiš, ki te razumejo. Čeprav tudi doma, recimo, ko se pogovarjaš, ti rečejo, razumem te, ampak to ni to, no. Ja, če nisi sam dal to skozi, ne? Ja, recimo ravno pri utrujenosti. Ja, uleži se, poči, pa bo to minilo, ne, ampak včasih lahko traja tudi par dni. Kaj, postelja je potem na nek način rešitev, čeprav verjetno si tudi tam utrujena. Tako, ležiš in si utrujen. Ni pa volje, da bi ostal, pa šel kosilo skuhati. Ja, težko, ne moreš. Enostavno ne moreš. Ja. Ne? In zaradi tega ti že kar nekaj let tudi si v bolniški, ker enostavno kaj ne gre. Ja, Delo. zdaj so bile tudi druge težave prisotne. Bila sem 3-krat operirana za krpalni kanal v tem času. To je na rokah, ne? Tako. Vmes pa še lani, Še letos. lani decembra na hrbtenici. Kaj je bila hernija? Tako je, ja, utesnitev živcev. Ampak to si verjetno spet najprej, ko se je to pojavila ta bolečina, pomislila, da je spet izbruh novo valovanje te bolezni. Vedno pomisliš, ja, da je povezano z multiplo, ker se mi zdi vsaka težava, vsaka sprememba, ko pride, ti poslušaš svoje telo in si rečeš, joj, spet bo prišlo do zagona, ne. No, ko se je to pojavilo, si imela prej 16 tablet, potem pa 40, ne? Ja, lani pred operacijo tudi po 40 na dan sem jih pojedla, ja. Ampak te protibolečinske. Različne protibolečinske, ja. Kar je bilo res tako hudo. Mislim, take bolečine, da se ne da povedati, no. In povem, si zapisala hmalo po operaciji, da je bila uspešno zaključena, so ti hrbtenico poštimali. Ja. Ampak, ne, nekaj mesecev nazaj, Ja, pa spet ni izvedela, kaj je. jaz sem potem bila še v zdravilišču in ko sem prišla iz zdravilišča, nobenih protibolečinskih tablet več, jaz sem se super počutila. Sem rekla, no, zdaj pa gremo naprej, in sem mogoče malo prekmalu začela z vsem tem raznim gospodinjskim opravilom. Pa sprehodi, pa To tako. danes razmišljam, no, da je mogoče bilo tudi to krivo. Se je meni začelo stanje spet slabšati, pojavile so se ponovno bolečine. Res zelo hudo. Na kar se mi je pojavil okrog telesa oklep. In jaz razmišljam, zdaj, kaj je s tem, a je to od hrbtenice ali... No, in potem smo bili v društvu in imeli smo en sestanek, in jaz tole omenim, kaj se mi dogaja, in mi pravijo ostali člani, a ti ne veš, da je pa to značilno za multiplo, da se reče temu MS oklep. To je tako huda bolečina, stiskate okrog... Ko te eden stisnil, Ja, kaj je in pa držal. enostavno imaš občutek, da ne boš mogel dihati, da te bo zadušilo. Recimo, nisem vedela za ta pojav. Si pomislila, da je to posledica operacije. Tako je, ja. No, in na kar so se mi potem začele še psihične težave, depresija, enostavno nisem videla več izhoda. Te bolečine so bile zelo hude, nisem mogla hoditi, nisem mogla opravljati gospodinjskih opravil, ležala sem po cele dneve in potem gledaš svoje družinske člane, ko delajo tista opravila, kakor si jih ponavadi bil ti sposoben. In res to mi je bilo tako hudo, samo tonila, no. In potem si meni poslala tudi ta svoj zapis, smo ga potem objavili na spletnem portalu in se je potem začelo stanje izboljševati. Jaz sem bila pred tem tudi zelo aktivna pri tem In planincu.
kjer so vključene različne invalidne skupine, med njimi tudi gibalno ovirani. Tudi avtisti, če se ne motim. Tako je, ja. Slepi, slabovidni, gluhi, distrofiki. In drugemu pomagate, da tako je. pridete do Tamarja, recimo. Ne? Pa še kam? Pa še kam dlje, ja. No, in jaz kar naenkrat, recimo, nisem mogla več na te pohode. In se spomnim, v tem času te hude depresije sem bila prijavljena tudi na 3-dnevni pohod po Prekmurju z Inplanincem. In vedela sem, da tega pač ne bom zmogla. Klicala sem odgovornega pri tej skupnosti Inplaninec, to je ta Jurček Novak. In mu povem težave svoje. On posluša, seveda jaz sem jokala. Na kar mi reče, kaj pa če bi ti prišla en dan, se pravi v soboto, ki je bil pa zraven tudi inkluzijski pohod, še za ostale pohodnike in pa tiste na invalidskih vozičkih, je rekel, da se nam pridružiš, da prideš malo spet nazaj med tiste ljudi, ko jih imaš rada, kot te razumejo. Se nekaj bom premislila, jaz to doma povem in meni sin Urban reče, mami, te bom jaz peljal v Prekmurje. In meni se je takrat zdelo, da sem dobila krila. In stanje se mi je začelo res psihično takrat izboljševati. In tudi, ko sem prišla v Prekmurje med te planince, to se ne da opisati, tega občutka. Res. In takrat sem dobila spet en zagon nazaj. Da si spet takšna, kot si zdaj, ne? Do življenja, ker v tistih trenutkih sem si že rekla, raje se ne bi več zbudila, kot da še prenašam te težave, kot jih imam. In? Tako da, ja, zelo, zelo mi je pomagal ta pohod, no. Sem se potem še udeležila še 2, no, ampak trenutno je spet stanje, pozna se tale poletna vročina, no. Da imaš občutek, da bo spet kakšen zagon. Utrujenost, noge te ne ubogajo, no. Tako da zdaj zaenkrat. Nisi v najboljši formi. Nisem v najboljši, ja, tako da, ampak upanju, da čim prej spet se udeležim kakšnega pohoda, no. Ampak, ne, tu je pa ampak, ne. Marsikdo je govoril, ali pa so se imeli tisti, ki so vodili prejšnjo vlado, za zelo socialno čuteče, za zelo nekako blizu ljudem, ne. In potem vidiš, zdaj tudi v Domovini je bil že obširen članek na to temo, mislim, da kar 2, kako bi zdaj tiste, ki imajo podobne bolezni, kot imaš ti, država ali pa zdravstvena zavarovalnica prek svoje zakonodaje kar najraje zaprla med 4 stene, bodi doma, ker če ne moreš v službo hoditi, tudi nimaš pravice, da greš ven iz stanovanja, oziroma v tistih redkih primerih po nujne osebne potrebščine v kakšno trgovino ali pa po kakšen recept, da bi se pa družili takšni bolniki, kot si ti ali pa podobni, z društvi, z podobno bolanimi osebami, se sprehajali takrat, ko se pač lahko, nabirali kondicijo, novo energijo. Ne, tega pa vam ne bomo več dovolili. To je pa groza, ne? Kaj pomeni to? Da bomo delali psihične bolnike? Ja. Da bojo pristali v, ne vem, psihiatrični bolnišnici? Ravno s takšnimi dejanji, ja, pripelje lahko do takšne stvari. Žalostno, ne? Ja. In vsi podobni bolniki teh bolezni, ki so neozdravljive, zaenkrat še, jaz vedno rečem zaenkrat še, pa upam, da bodo kdaj te bolezni zdravljive, od Alzheimerja, recimo Parkinsona, multiple skleroze, pa še veliko drugih takih. Pa sej zdaj, ko še to zveš, en totalni nadzor, ne, potem nekako upanje zgubiš, ne? Sej,
kaj pa zdaj lahko potem še? Ja. Kako si lahko pomagam, da bom mogoče spet lahko začel v službo hoditi? Ali pa, da bom čim manjši strošek državnega zdravstva, ne? Recimo tudi zdravniki ti predlagajo čim več hoje, sploh zdaj recimo po tej operaciji. Ti moraš mišico okrepiti. Ja. Potem vključevati se med različne dejavnosti, med ljudi. Zdaj pa, če ti nekdo reče, zdaj moraš biti pa doma, je pa potem stvar čisto drugačna, ne? In če bi jaz želel s takim, ali pa naša ekipa s takšnim bolnikom, ne, posneti oddajo, pogovor, se ga ne moreš, razen če prideš k njemu domov. Njemu domov, ja. Kjer pa nimaš studija, kjer nimaš opreme. Mislim, kaj delamo? Sej jaz verjamem, da so ljudje, ki vzamejo bolniško, če imajo kakšnega mačka, ne? Ja. Recimo, ne? Sej, veš, kaj sem mislil, ne? Ampak, ko ima pa nekdo diagnozo, da ima pač zaenkrat še neozdravljivo bolezen, ga pa zapreti med 4 stene, to je pa noro. In to, govorim, sprejela prejšnja vlada, ne? Ker je res težko razumeti. Ja. No, ko sva že govorila, neozdravljiva bolezen. Kako vi, bolniki, to ne slišite verjetno radi? Ali se mora s tem pač soočiti? Ali obstaja upanje v vas? Jaz bom rekla, s tem se soočiš in sprejmeš, da je pač ta bolezen neozdravljiva, ampak vedno imaš upanje, da pridejo pa enkrat na trg tista zdravila, ki ti bojo pomagala tudi pri tvoji bolezni. Mogoče bolj tisti bolniki, ko so res težji, tisti imajo več upanja, bolj razmišljajo v tej smeri, kot pa recimo jaz sama. Ti si normalno, dokaj normalno funkcioniraš. Podobne, ja, tako je, ja. Jaz si velikrat rečem, hvala Bogu, da sem v takšnem stanju, kakršnem sem. Vzamem to v zakup in si rečem, takole bom pa že lahko živela, no. Še naprej, ne? Še naprej, ja. Tudi sama veš, ne, da v Zasavju, pa tudi v Sloveniji veliko teh humanitarnih projektov in eden izmed teh je tudi ta, ki ga sam soorganiziram, tudi za multiplo sklerozo smo že imeli za osebe, ampak recimo Zasavski humanitarni tek, kjer pridejo ogromno ljudi, ki to podpre, pridejo pa tudi osebe, ki imajo to bolezen in zdaj se vračam nazaj. In zdaj te osebe ne bojo smele priti, ne, na ta dogodek, da se ljudem pokažejo, da ljudem, ki smo še zdravi, povedo, kaj se jim dogaja, kakšna je ta bolezen, torej ozaveščanje. Ne, oni bojo to lahko spremljali, zaprti doma med 4 stenami. Ne. To je nerazumljivo. Ne. To se da, po mojem, po tvojem tudi, ne, na hitro podpraviti, ne, zakonodajo. Ja, recimo, da ja. Jaz upam, da bojo. Ja. Kako gledaš naprej? Rekla si, da čutiš, da spet prihaja nov val. Kako je s tem živeti, ne? Ko veš, da je lahko 2 leti pauza, potem pa kar naenkrat izbruhne. Se navadiš potem. Čeprav vsakič, ko pride do te situacije... Padeš na tla? Ja, kar hudo je, no. Si rečeš, joj, pa ne, že spet. Ampak, se pravim, si pa v tistem upanju, no, se ne bo to pa zdaj trajalo v nedogled, se bo minilo, ne. In veliko pa tudi pomenijo domači, ki te pri tem spodbujajo, te bodrijo. Pa ta društva, ne? Tako je, pa društva. Upam, da
bo tebi, pa tudi vsem podobnim, še omogočeno, da se boste lahko družili, izmenjavali svoja mnenja. Kako pa je pri nas organizirano za podobne bolnike, kot si ti, kar se tiče rehabilitacije v kakšnih toplicah? Zdaj ne vem, a vam godi tista 38 stopinj voda, ali tista 20? Kako je to s tem? Zdaj, članom društva pripada vsako drugo leto rehabilitacija, obnovitvena rehabilitacija v zdraviliščih. Je kar nekaj zdravilišč v Sloveniji, in sicer Laško, Topolščica, Dobrna, Radenci, Dolenjske Toplice, tako da si sam izbereš, v katero zdravilišče bi šel. Ta rehabilitacija traja 14 dni. Ob sprejemu si deležen pregleda pri zdravniku in potem zdaj, če si ti prvič, ti on predlaga določene terapije, potem, ko si ti večkrat, že sam veš, katere terapije ti ustrezajo in se potem skupaj z zdravnikom odločita za terapije v tistih 14 dneh. Voda. Zdaj nekaterim odgovarja topla, ampak za multiplo je pa značilno, da vroče situacije niso primerne najbolj za bolezen. Recimo jaz sama po sebi vidim, če grem v toplo vodo, potem, ko priješ ti iz vode, tebi noge enostavno ne funkcionirajo. Ne držijo te, no, čist mehke so mišice, tako da meni osebno bolj odgovarja hladna, mrzla voda, no. Da ti poživi mišice. Je pa tako, no, zdravilišče tudi na psihični ravni zelo pozitivno vpliva, ker tam se spet srečaš s sebi enakimi, navežejo se razna poznanstva, stečejo spet razne zgodbe, izmenjaš si informacije, in res to ogromno pomeni. Ta rehabilitacija. Se veseliš vsake nove, ne? Tako je, ja. Upam, ne? Da bo še čim več, ne? Ja, tako je. Pa mogoče tudi, ne, da enkrat pride čudežno zdravilo, ker ne nazadnje, ne, znanost gre naprej. Ja. Tudi ta zdravila, ki so na tržišču, zdaj bistveno pripomorejo k temu, da se upočasni napredovanje bolezni, potem, da bi bilo čim manj teh zagonov. Tako da se poznano, recimo že ta leta, ko sem sama zbolela, pa recimo zdaj, kako napreduje. Tebe že kar čez kakšni 2 leti čaka tudi upokojitev, ne? Ja. Ne? Blizu pa daleč. Tako je. Ker zdaj, če bo ta zakonodaja ostala, ne, potem je to pol na nek način svoboda, ne? Tudi. Ja, čisto nekaj drugega, no. Si greš lahko kamor želiš, ne? Ja. Sej se razumemo, ne, da če si pač bolniški, da ne boš imel krampa v rokah, pa kopal, ne, pa se ne moreš, ne. Se tudi ne moreš, ne, zaradi tega pa si v bolniškem staležu. Druženje, ne. Tisto je pa ogromno pomeni. Sprehodi, z družino, mogoče z otroki, vnuki. Ja, res je. Kaj je lepšega, ne? Res je. Jaz upam, no, da naj jo poslušajo tisti, ki lahko kaj premaknejo na tej strani in uredijo to zadevo. Ja, tudi jaz srčno upam. Hvala ti za vse, kar si povedala. Hvala tebi, Igor. Še kdaj, ne? Za gostovanje. Ja. Hvala pa tudi vam za pozornost in po zasavsko srečno.